Živijo. Danes pa na kosilo peljem prvo finančno opismenjevalko v Sloveniji. Jaz bom rekla, da jaz to počnem res s srcem in z dušo in da mi je to res tak en passion. Damo, ki že vrsto let uči, kako bolje upravljati osebne finance. Damo, ki otrokom pomaga razumeti, kaj je to NFT in kaj je to depozit. Ja, ampak vse to je logično, da o depozitu ne vedo nič, saj se 10 let nič ne govorilo o depozitih, a ne? Dolgoletno novinarko in glavno urednico različnih časopisov na temo osebnih financ. Zelo nepristranska sem lahko, da. Iskreno, to ti pa čisto iskreno povem. Danes je odgovorna urednica Bloomberg Adria za Slovenijo in podcasterka najbolj poslušanega neodvisnega slovenskega podcasta z področja osebnih financ. Manihao. Manihao je moj, nisem v službi nikogar, to je moja vsebina, moj content in to je vsebina, za katero jaz stojim, verjamem v to in ni nobenih oglaševalcev v ozadju. Moja tokratna gostja je Marja Milič. Živeti. Marja, čau. Veseli, Igor. Gre kar not, ne? Kar. V bistvu najbolj voda se nama prinesla. Odlično. No, a začneva? Lahko začneva. Imam tako zares vprašanja. Marja Milič, kako bi želela, da te ljudje, javnost prepoznava? Ne vem, jaz sem v bistvu oseba, ki brez dlake na jeziku pove to, kar pač želi povedati. Če me kdo poskuša pri tem omejiti, moram priznati, da nisem najbolj vesela, zaradi tega, ker pač se mi zdi pomembno, da povemo tako, kot je. Mi je pomembno, da se komunicirajo stvari in da se predstavijo stvari na način, da so ljudem razumljive. Kako pa mi, da sem te jaz predstavil? Se veš, jaz sem tak intro naredim pred samo epizodo. Mislim, da me je tvoja kolegica poslala nek opis, kakor da sem finančna opismenjevalka številka 1, se mi zdi, da je bilo. Je po moje najbolj prepoznavna, a nisi? A je prepoznavna? No, mislim, Ja. jaz ne poznam ta trenutek nekoga, ki bi se ukvarjal, dajmo reči, z finančnim opismenjevanjem v Sloveniji, ki bi bil bolj izpostavljen. Jaz bom rekla, da jaz to počnem res s srcem in z dušo in da mi je to res tak en passion, ljubezen, čutim do te vsebine in do tega, da lahko to znanje predam, ki ga imam, ki sem ga tekom vseh teh let pridobila, dam naprej. In to me ni ustavilo tudi potem, ko sem šla s financ. Tam si začela s tem? Tam smo v bistvu skupaj z Matjažem Nidorferjem smo v bistvu začeli delati te analize, raziskave o finančni pismenosti Slovencev in smo ugotovili, da je porazna. In potem se je ta zgodba začela odvijati. Finančna šola, jaz sem pa postavila temelje. In sem prav v bistvu ponosna na to, da sem postavila temelje finančni šoli. Ampak čeprav zastopam na financah, to si v bistvu v rok službe delala. To je bila služba tam, da si med drugim tudi to počela. To je bila moja iniciativa. Tu meni šef ni povedal, pa ti to narediti. No, ampak dal ti pa plačo za to. Jaz sem bila odgovorna urednica in seveda v sklopu tega pač sem počela številne stvari. Med drugim tudi sem zelo bila kreativna, podjetna in sem ustvarjala različne stvari, med drugim je bila tudi ta finančna šola. Ne, če ti je bilo prej tisto služba, pa v organizaciji financ, Manihao je pa čist tvoj. Manihao je moj, nisem v službi nikogar, to je moja vsebina, moj content in to je vsebina, za katero jaz stojim, verjamem v to in ni nobenih oglaševalcev v ozadju. In to je hobi projekt ali? To je bil, pač ja, to je, kot sem že rekla, čisto od samega štarta. Finančno opismenjevanje in ljubezen do tega, kar počnem, to je v meni. Ne moreš ti ljubezen, strast, znanje, izkušnje pustiti na nekem prejšnjem delovnem mestu. To gre s tabo. In ta moja ljubezen je šla naprej z mano. In jaz, ko sem sedela in sem se spraševala, kaj naj zdaj počnem s tem mojim kapitalom, ki ga imam. In sem rekla, gremo narediti eno dobro zgodbo. Koliko časa je zdaj Manihao? Manihao je nastal februarja 2021. Drugače epizode pa vsak teden, ni tedna. Epizode so vsak teden, razen če res slučajno pride do situacije, da se kaj zalomi in ne gre, ampak načeloma vsak teden. Na splošno se mi zdi, da podcasti, ki imajo goste, so ful bolj zanimivi meni, kot tam, ko nekdo ima sam nek monolog pa nekaj razlaga. Jaz imam tudi kakšen monolog na vsake kvatre, ampak ja.
se strinjam s tabo. Različni pogledi, različna mnenja. Ravno danes sem posnela en full hood podcast, ki je pa čist spet nekaj drugačne. Pivotiraš malo še obliko podcasta, ugotavljaš, kaj je bolj zanimivo, kaj manj. Različne goste imam, različne vidike, poglede, načine razmišljanja in to me je full fajn, a ne? Moneyhow je najbolj poslušan podcast slovenski o posebnih financah ali pa o financah. Moneyhow je edini tak podcast. No, se to je bilo naslednje vprašanje, ne? Če je še kakšen, ne? Kaj sem sam tega zasledil. Mislim, so neki poskusi, ampak jaz sem rekel, Moneyhow je edini zares neodvisen Se pravi, to mal pikaš na tisto, kar Triglav skladi delajo. Pa nočem biti kritična. Mislim, da je prav, da se delajo vsebine. Mislim, da je prav, da se to na tak način počne, da se da neko besedo ven. Ne? Seveda, to je super. Več ljudi to počne boljše. Kdo pa misliš, da bi mogel to vlogo, ki jo ti pač v prostem času izvajaš v družbi, v bistvu prevzeti? Jaz bi se želela, da bi se to učili v sklopu šolskega sistema, ampak jaz mislim, da je treba tudi izobraziti učitelje. To se sicer nekaj počne v sklopu mojih financ, smo to zaštartali, ampak to je premalo. Jaz mislim, da je zelo odvisno zdaj od samoiniciativnosti učiteljev in to ne more biti tako. Misliš, da bi mogel biti to nek predmet v šoli? Absolutno bi to mogel biti predmet. Saj na nekaterih šolah to tudi je predmet. Kje v osnovnih ali v srednjih? V srednjih šolah, osebne finance, to gre spet za entuzijastične učitelje, ki to v bistvu v svojem prostem času so naštudirali in predajo to znanje. Zanimiv je bil en tvoj intervju, na kateri si rekla, da danes 15-letnik ve, kaj je NFT, ne ve pa, kaj je bančni depozit. Ja, ampak vse to je logično, da o depozitu ne vedo nič, saj se 10 let nič ne govorilo o depozitih, a ne? A se pogosto ljudje, tako kot te srečajo, kot te prepoznajo, kot strokovnjakinjo na področju osebnih financ, da se nate obrnejo z nekimi vprašanji, da želijo od tebe nek naložbeni predlog, pa tako naprej. Jaz, ko sem šla s financ, se mi zdi, da je bila kar neka mal panika, ne, tako občutek čuden je bil, ker so se vsi kar naenkrat začeli obračati na mene za vprašanje in teh vprašanj je bilo potem ogromno. In sem se začela spraševati, kako naj odgovorim vsem tem ljudem, da nam bom vsakmu posebej pisala in tako je nastal v bistvu podcast. A misliš podcast še kam razvijati v kakšno smer? Videl sem, da je bilo vsaj en je bil tak live, a ne? Ja, podcast, jaz najbolj uživam, ko je zadeva live, ker takrat si prepuščen znanju, improvizaciji in jaz v tem uživam. Improvizacija mi je zakon. Se pravi, niti stres, pa imaš komu pa je stres, pa nekemu tehniku? V bistvu sem jaz človek za vse. Aha. Tako da, stres je, ampak meni je full the best, ko se dogajajo razni taki izzivi, ki jih moraš potem reševati na licu mesta. Kaj pa v kakšni drugačni obliki to vsebino še, ki je mimo podcasta, live podcasta, ne, ali pa live eventa, ki je streaming? Ja, imamo še delavnice, ker smo v bistvu prišli do tega, mislim, vprašanj res enih in istih je bilo zelo veliko in potem se reka, dajmo narediti delavnico, da rešimo to enkrat za vse. Tisti, ki hoče dobiti te informacije, ima tukaj delavnico, se lahko pogleda in je to, ne. Kaj pa delaš za promocijo podcasta? Zdaj ne vem, ti pričakuješ, da bom jaz kakšno strategijo, to je vse gverila. No, to sem hotel slišati. Jaz v bistvu, kar delam to, da objavim na Instagramu, objavljam redno neke storije. Recimo moj glaven kanal za komunikacijo mojih misli je LinkedIn, to mi je tisti glaven kanal, preko katerega komuniciram, pa v bistvu mi je fajn delati YouTube, video za YouTube. Recimo, kad tako spremljam tvoj podcast, ne, pa vibe, ki ga pač tam dosežete, ne, tako rekel je, to tudi mali infotainment, ne. Se je zabaven poslušati, ne. Ni tako, da je nekaj zapet, ki je težko poslušati, ne. Se mi zdi, da skrbiš, da je malo sproščena štima. Ja, ampak to je bilo vedno tako, kadarkoli sem jaz smela, karkoli je bilo vedno na tak način vodeno, tudi ko ni bilo podcasta. Dogodki so bili vedno pri meni v moji organizaciji, ko sem jaz to vodila, so bili malo bolj sproščenega formata, ker pač ti nisi tam, da boš zdaj nekje na dogodkih težil folku, a ne nočemo biti zategnjeni, gremo v bistvu dati neko kakovostno vsebino, pa malo se sprostiti zraven, ne. Ti daš malo tega šova še noter. Ja, recimo, jaz sem dobila odziv od poslušalcev v smislu, kako v bistvu
bistvu sem pogumna z nekaterimi vprašanji. Meni je Dajmen Merlak rekel, kako sem stanovanje v Dubaju. Sem rekel, koliko spodal za stanovanje. To so ena taka vprašanja, ki jih mogoče kakšen ne bi vprašal. Jaz nimam zadržkov, jaz vedno vprašam. Najhujša stvar, ki se ti lahko v življenju zgodi, je ne. A je kaj konflikta interesov, ne? Glede Moneyhow je pač medij, ne? Bloomberg je pa tudi medij, tam si odgovorna urednica za Slovenijo. Madoniš, če bila res na Bloombergu odgovorna urednica, bi bil to zelo velik uspeh. Jaz sem odgovorna urednica na Bloomberg Adriji, ki je franšiza Bloomberga. Moram biti zelo natančna. To je bil v bistvu eden od mojih pogojev, preden sem šla v to zgodbo. Da imaš dovoljenje, da to lahko počneš. Da imam dovoljenje, da to počnem in tudi so se s tem strinjali. Ti lahko res nepristranska, glede na to, da tudi sama imaš nek portfelj, velikokrat govoriš omeniš svoj portfelj, ne? A si lahko v bistvu pol v komunikaciji z vsem ostalim nepristranska? Zelo nepristranska sem lahko, da. Iskreno, to ti pa čisto iskreno povem. Tvoj portfelj raste bolje, kot recimo rastejo, ne vem, vzajemni skladi, samo domačo industrijo gledamo. Nisem nikoli primerjala mojega portfelja z portfeljem vzajemnih skladov. Moj portfelj je popolnoma drugače sestavljen kot katerikoli vzajemni sklad, tako da v bistvu ne vem niti, če je primerljiv. Ne. Strategija taka, ponavljam skozi, ostaja nespremenjena. Se pravi, del do svojega denarja vsak mesec investiram v ETF-e. Ampak en velik konc del, ki mi ga je res ostal, tisti pa ostaja še ne. Čakaš, da pridemo do dna? Čakam na te prave trenutke, ja. A misliš, da lahko nekdo, ki ima pač službo, ne vem, je dobro izobražen, ima neko dobro službo, dobi, ne vem, 2500 evrov neto, deleč nad povprečno slovensko plačo, a tak človek ima neko možnost, da z varčevanjem od tega, kar mu ostane, sestavi nek portfelj, ki bi ga enkrat pripeljal do tega, da mu ni treba več delati? Ti bi mogel v tem primeru v bistvu investirati v neko visoko dividendno donosne delnice, pa seveda tudi pametno investirati v neke delnice, ki jih potem sproti, ko dosežejo nek nivo, jih tudi prodajati. Se pravi, na tak način. Ampak to v bistvu spet ni ležanje in nič delati, a ne še zmeraj. Bolj aktivno upravljaš portfelj. Aktivno upravljaš portfelj. Jaz ne vem, kako bi lahko sicer ležal na plaži. Razen, če res investiraš en velik konc v neke visoko dividendne do delnice, ki ti prinašajo eno tako zanimivo rento. Ampak še preden bi to naredil, bi mogel narediti research, bi mogel raziskati, bi mogel preračunati. In jaz ne vem, kdo sploh nič ne bi v življenju počel. Ampak ja, jaz mislim, da vsak človek, če si zastavi neke cilje, lahko vse v življenju naredi. Če ti ni všeč hoditi v službo, ker pač nisi zadovoljen in res delaš samo zato, da hodiš v službo in ti je dolgčas in težko hodiš v tisto službo, začni biti proaktiven, bodi proaktiven, izobražuj se in zamenjaj službo. Marja, kaj zate pomeni finančna svoboda? To, da lahko počneš, kar hočeš v življenju početi. In da imaš možnost to početi. Ti živiš finančno svobodo? Jaz bi rekla tako, jaz v bistvu sem si marsikaj lahko privoščila ravno zaradi tega, ker imam kar lepo zaledje. A misliš, da bi mogli biti ljudje, ki iskreno podajajo znanje o osebnih financah, da bi mogli biti finančno svobodni? Predvsem se mi zdi, da morajo biti neodvisni. Se pravi, da niso zastopniki ali pa prodajalci nečesa. Pri nas je tako vse okuženo in zdi se mi to najbolj relevantno, ker je zelo veliko, zelo napačnih in zelo slabih nasvetov, ravno iz tega naslova, ker je v ozadju neka prodaja. Dobivam zelo veliko teh prošenj za oglaševanje. Najbolj zabavno mi je bilo, ko me je klical se nima veze, zelo pomemben človek iz finančne panoge, rekel, mi bi oglaševali pri tebi. Sem rekel, pri nas ni oglasni prostor na prodaj. Ja. In ko vidiš, ko človek ostane brez besed. Kaj je zate dober produkt? Tak, ki se samo od sebe prodaja. Kaj pa je zate vrhunski marketing asociacija? A veš, kakšen je vrhunski marketing? Najbolj trapasta reklama, ki jo vidiš in si misliš, Jezus, zakaj je to sploh nastalo? Kaj pa je zate asociacija na zadovoljno stranko? Taka, ki se vrača. Kaj pa dream business? Stalno eksperimentiranje. Postavil tak malo pionirski tip človeka, ti bi vedno nekaj novega. Jaz hočem zveri nekaj novega. Stalno eksperimentiranje, inovacije, to je nekaj, kar meni predstavlja izziv, v tem uživam.
Ja, najlepša hvala, Marja. Jaz Prosim, sem hvala ful za užival. Tako da bo dobra vdaca.